Slovenije. Glasna enota Slovenske vojske je postrojena v vašem času in pripravljena za primer. Poroča podpolkovnik Gennad Polanič. Spoštovani, pozdravljeni na novinarski konferenci, na kateri nas bodo današnji sogovorniki seznanili z glavnimi poudarki iz poročila o stanju pripravljenosti Slovenske vojske za leto 2024 in z drugimi zadevami pomembnimi za obrambo države. Verjetno jih vsi zelo dobro poznate, pa kljub temu predstavim današnje sogovornike. Predsednica Republike Slovenije in vrhovna poveljnica oboroženih sil Nataša Pirc-Musar, minister za obrambo magister Borut Sajovic in načelnik generalštaba Slovenske vojske general podpolkovnik Robert Glavaš. Po njihovih predstavitvah boste priložnost za vprašanja seveda dobili tudi vi. Zdaj pa besedo predajam predsednici Republike. Izvolite. Spoštovane in spoštovani predstavniki medijev, minister za obrambo Borut Sajovic in načelnik generalštaba Slovenske vojske, general podpolkovnik Robert Glavaš, sta me seznanila s stanjem pripravljenosti Slovenske vojske za leto 2024. Kot veste, smo na sedežu 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe, ki ima seveda pomembno vlogo pri varovanju našega zračnega prostora, delovanju Slovenske vojske ter reševanju in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah. Ministru, načelniku generalštaba in poveljniku brigade se seveda najprej zahvaljujem za gostoljubnost. Posebej sem hvaležna tudi pripadnicam in pripadnikom enote, ki nam danes predstavljajo svoje naloge in opremo. Srečujejo se pri svojem delu z zahtevnimi situacijami, ko rešujejo domače in tuje državljane ali prevažajo organe, novorojenčke in poškodovance. Svoje poslanstvo izvajajo s ponosom in odgovornostjo in vedno rada tudi rečem, in v to iskreno verjamem, tudi s srcem. Danes sem bila seznanjena s poročilom o pripravljenosti Slovenske vojske v letu 2024, poleg tega pa tudi z informacijo o aktivnostih na področju odpornosti, pomembnih za obrambo države v preteklem letu, za kar se obrambnemu ministru in njegovim sodelavcem tudi iskreno zahvaljujem. V zvezi s poročilom, ki sem ga danes prejela, bi pa rada poudarila naslednje. V preteklem letu so bili posodobljeni strateški obrambni dokumenti, torej obrambna strategija, vojaška strategija in tudi strategija civilne obrambe. Slovenska vojska je izvedla ključne naloge, torej naloge usposabljanja, sodelovanja pri mednarodnih obveznostih v tujini ter pomoč drugim organom, predvsem pri zaščiti in reševanju. Še nekaj podatkov. Slovenska vojska je izvedla več kot 600 helikopterskih posredovanj v gorah, sodelovala pri gašenju požarov doma in v Severni Makedoniji, opravila prevoze za Slovenija Transplant ter za pomoč ukrajinskemu in palestinskemu prebivalstvu.
Za potrebe prihodnjega razvoja zmogljivosti in organiziranosti Slovenske vojske poteka delno preoblikovanje njene strukture in tudi organiziranosti. Izvaja se postopna posodobitev vojaške opreme in infrastrukture, tudi vojašnic in vadišč. V letu 2024 so bile investicije usmerjene v posodobitev infrastrukture, opremljanje vojaškega letalstva, logistično in medicinsko opremo, komunikacijsko-informacijske sisteme, inženirsko in mornariško opremo, pehotno oborožitev in seveda, kar je mogoče najbolj pomembno, čeprav to omenjam na koncu, v opremo vojaka. Krepijo se investicije v raziskave, razvoj in inovacije za obrambne potrebe tudi v projekte dvojne rabe. Pri številu novih zaposlitev v Slovenski vojski se kažejo pozitivni učinki ukrepov za pridobivanje kadra. In naj na tem mestu povem, da je Slovenija pri pridobivanju novega kadra med najbolj uspešnimi državami zaveznicami v NATO. Kljub temu bodo seveda v prihodnje potrebna dodatna prizadevanja na področju zaposlovanja in ohranjanja kadra, tudi na področju specialističnih znanj, kibernetske obrambe, vojaške mobilnosti, krepitve zalog, usposabljanj in seveda izgradnje bojnih zmogljivosti. Pri pripravljenosti so sicer prisotna nekatera odstopanja od standardov, vendar pa se v zadnjih letih postopoma krepi vlaganje v Slovensko vojsko, vojaško opremo, oborožitvene sisteme, infrastrukturo ter raziskovalne projekte in, kot sem že omenila, projekte za dvojno rabo. Skrb za zaščito in ustrezno opremljenost pripadnic in pripadnikov za obrambo domovine se mora nadaljevati in jaz upam, da nam je to vsem skupaj jasno. Stanje se je stabiliziralo, predvidena finančna sredstva in opredeljeni nakupi pa seveda nakazujejo nadaljne posodabljanje Slovenske vojske v prihodnjih letih. V drugem delu našega srečanja smo pozornost namenili aktivnostim na področju odpornosti države in družbe povezanim z obrambo države. Osebno moram reči, da sem izjemno vesela, da odkar sem predsednica, in to je zdaj 2 leti in pol, tudi sama veliko pozornost namenjam širši odpornosti države in družbe in tudi to je nekaj, kar nam marsikatera država po svetu lahko zavida. Skratka, v teh segmentih smo res dobri. V lanski vaji državnih organov, kritične infrastrukture in nekaterih gospodarskih družb so se preverili postopki in rešitve za oskrbo in pripravljenost prebivalstva, delovanje gospodarstva, neprekinjeno delovanje oblasti in delovanje Slovenske vojske pri obrambi države. Ravnanje v primeru kriz nam, državljankam in državljanom, Slovenkam in Slovencem, ni tuje, izhaja tako iz časov osamosvajanja kot iz pogostega soočanja z naravnimi nesrečami. In za konec, k večji odpornosti naše domovine lahko najprej prispeva vsak sam, nato lokalna skupnost in zatem država. Vsak od nas lahko pomaga drugemu in prispeva k temu, da se ob nepredvidljivih okoliščinah ustrezno odzivamo in čim hitreje postavimo na noge kot posamezniki, skupnost in država. In v Sloveniji smo to dokazali že neštetokrat. Zato iskreno verjamem, da moramo v lokalnih skupnostih in v šolah ter na ravni države podpirati informiranje, podpirati znanja in veščine, povezane z odpornostjo na morebitne krize in ujme, ter hkrati vlagati v temeljne družbene vrednote vzajemnega sodelovanja in povezovanja. Le na ta način bomo krepili pripadnost, spoštovanje, zaupanje in medsebojno pomoč ter omogočili prihodnji razvoj slovenske družbe. In še zadnja misel, spremljam Slovensko vojsko zelo podrobno, z velike odgovornosti, ki jo imam kot vrhovna poveljnica obrambnih sil Republike Slovenije, veliko sem med vojaki in to,
kar se zadnji 2 leti dogaja v Slovenski vojski, me navdaja res z velikim ponosom. Predvsem sem vesela, da se vse več mladih odloča za ta plemenit poklic in jaz upam, da v prihodnosti ne bo nič drugače. Načelnik generalštaba bo seveda nekaj več povedal o pripadu in odhodih vojakov, največ seveda zaradi upokojitev. In vesela sem, da se povprečna starost v Slovenski vojski iz leta v leto zmanjšuje, kar pomeni, da je mladih vojakov in vojakinj, ki želijo služiti domovini, vsako leto več. Iskrena hvala, načelnik, iskrena hvala Slovenski vojski, iskrena hvala ministrstvu in vam, minister za obrambo, ker vem, da oba tudi veliko pozornost posvečata temu, namreč nič nam ne pomaga količina orožja, infrastrukture, če nam bo primanjkovalo vojakov. In še enkrat bom poudarila, Slovenija je pri pridobivanju novega kadra med najuspešnejšimi državami znotraj NATO. Hvala in srečno in nasvidenje čez 1 leto na poročanju, vmes pa seveda z največjim veseljem še večkrat. Predsednica, najlepša hvala. Minister, izvolite. Vsem skupaj dobrodošlica in pa prijazen dober dan. Napredek na področju obrambe in naše skupne varnosti je reforma, ki že deluje, daje vidne in merljive rezultate, poteka pa učinkovito od poletja leta 2022. Danes smo gostje 15. brigade. Pripadnice in pripadniki, polkovnik Gavbe, ki vodi tole imenitno zgodbo, so živa priča in dokaz, da modernizacija je. To niso obljube, to niso načrti, to so dejstva. Dejstva so v novih letalih, okrepljenih zmogljivostih, dejstva so v tehničnem suportu, ki ga letališče potrebuje, in dejstva so v obnovi skladišč, rezervoarjev, ploščadi, ki jih izvajamo skupaj in tudi z velikim sredstvom zavezništva NATO. In pa še nekaj je tu pomembno, dvonamenska raba, naša 2 helikopterja sta v bazi na Brniku in pa v bazi v Mariboru 365 dni na leto v pripravljenosti pomagati in pa reševati. Ključno v tej zgodbi pa vedno ostanejo ljudje. Danes smo naredili en obračun, potegnili eno črto, pogledali, kje smo uspeli in si optimistično zastavili pot tudi za naprej. Iskrena hvala, gospa predsednica, za vaš neslužben, ampak srčen, čustven in pa iskreno domoljuben slovenski prispevek v tej zgodbi. Hvala lepa načelniku generalštaba in pa njegovim sodelavkam in sodelavcem, poveljnika Slovenske vojske, brigadirja Močnika, bom zaprosil, da to iskreno zahvalo z tega mesta ob teh skupnih dosežkih prenese vsakmu od pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske in pa hvala lepa tudi vsem sodelavcem na Morsu. Velikokrat smo tisti, ki smo v politiki, zaslužno deležni številnih kritik. To je naše delo, ogledalo mora biti. Moram pa reči, da koraki, ki so jih naredili v tej vladi, v teh 3 strankah in v tej koaliciji, so dejanja. Okrepili smo našo odpornost, povečali varnost in tudi na področju kadrov držimo neko urejenost in pa stabilnost. Včeraj je mimo, pomemben je pogled na jutri. Geopolitične razmere so se spremenile, stvari so drugačne in na to se odziva in pripravlja tudi naš sistem, Slovenska vojska in pa tudi slovenska javnost. Zagotovo bomo na miren in pa preudaren način kos vsem izzivom,
Spostavilo se bo vprašanje, kdaj bomo strateške cilje zapisane v resoluciji dosegli, bomo hitreje, kot je bilo predvideno, pripravljamo ključne strateške dokumente, odločitev bo sprejeta na vrhu zavezništva v Hagu v mesecu juniju. Bela knjiga je dokument, ki zahteva proučevanje, razprave in dejanja in poti varnega življenja v tej domovini si ne predstavljam brez članstva v najstarejšem, najmočnejšem zavezništvu na svetu, katerega del ta trenutek smo. Ko govorimo o varnosti, se velikokrat podčrtajo ali pa v debelem tisku zapišejo številke pripadnic in pripadnikov, pogodbene rezerve, ki raste, naših štipendist in štipendistov, mladih, ki se aktivno udeležujejo taborov, ampak spoštovane prisotne in prisotni, kje je naša resnična moč? Če pride nepredviden dogodek, je to ekipna tekma, boj celotnega naroda. In tu od vsega največ šteje enotnost in pa svetost skupnega cilja. In takrat računamo na pripadnice in pripadnike Slovenske vojske, takrat računamo na 10 000 policistk in policistov, takrat računamo na 40 000 dodatno priključenih pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske, na 100 000 ljudi v civilni in gospodarski obrambi in imamo kot dopolnitev sistem civilne zaščite in reševanja, ki lahko združi, poveže v korist sočloveka od 150 do 200 000 ljudi. To je naša moč in pa tisto, kar nas dela odporne. Prepričan sem, da smo na dobri poti, veliko dela nas pa še čaka. Še enkrat hvala lepa vsem za sodelovanje. Minister, hvala. In še načelnik generalštaba, izvolite. Spoštovana vrhovna poveljnica obrambnih sil, gospa Nataša Pirc Musar, dobrodošla med nami. Spoštovani minister za obrambo, gospod Borut Sajovic, spoštovani kolegi, spoštovani pripadniki 15. brigade, hvala, da ste tukaj danes in seveda spoštovani predstavniki medijev. Danes sem predsednico Republike Slovenije in vrhovno poveljnico obrambnih sil seznanil s poročilom o pripravljenosti Slovenske vojske za leto 2024. Treba pa jasno povedati, da je samo poročilo zaupne narave. Ocena pripravljenosti Slovenske vojske, ki jo kot načelnik generalštaba podajam za preteklo leto, temelji na zelo natančni in tudi sodobnimi vojskami primerljivi metodologiji. Izhodišča pa so ocene iz srednjeročnega obrambnega programa Republike Slovenije za obdobje 2023 do leta 2028, seveda za dotično leto 2024. Načrtov uporabe in načrtov delovanja ter drugih planskih dokumentov, ki jih imamo na Ministrstvu za obrambo oziroma v Slovenski vojski. Mednarodne varnostne razmere v preteklem letu so bile zaznamovane z naraščajočimi grožnjami in tveganji, predvsem zaradi ruske agresije na Ukrajino in predvsem z njo povezanimi sodobnimi varnostnimi izzivi, kot so hibridno delovanje, kibernetski napadi in terorizem. To ima dolgoročne posledice na obrambne strategije in regionalno stabilnost, ter ustvarja varnostno okolje, ki je dinamično, nepredvidljivo in polno izzivov. Odziv zavezništva in Slovenije ter Slovenske vojske je povečanje vlaganja v obrambo, prilagajanje obrambnih strategij in načrtov delovanja ter izboljšanje pripravljenosti in krepitev odpornosti države in družbe. Tako se je tudi v letu 2024 nadaljevalo s postopnim sistematičnim višanjem finančnih sredstev za obrambo, kar je glede na to, da je predtem obstajal večletni zastoj modernizacije, zelo pomembno. Investicije namreč narekujejo tempo učinkovitosti in sodobnosti razvoja sil za bojevanje, za zagotavljanje zaščite in varnosti pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske, navsezadnje pa so tudi odraz verodostojnosti Republike Slovenije v zavezništvu.
Ocena sama izkazuje določene neskladja med zahtevano in potrebno pripravljenostjo ter dejanskim stanjem pripravljenosti Slovenske vojske. Te so imele omejen, včasih tudi večji vpliv na sposobnost za delovanje in doseganje ciljev in izvajanje nalog Slovenske vojske. Vezane pa so predvsem na področje popolnjenosti enot s kadri in samo opremo. Da bi tovrstne vplive zmanjšali, bomo tudi v prihodnje nadgrajevali aktivnosti, ki so bile v ospredju lani. Med njimi je bila prenova strateških dokumentov, sprejet je bil trojček strategije Republike Slovenije, v izdelavi je robusten obrambni načrt, ki je lahko edini učinkovito naslovi tako trenutne kot prihodnje izzive. Seveda, vse to pa bo odvisno od nas, zahteva zagotovitev po kadrovskih, materialnih in finančnih virih. Ustreznost izobraževanja in usposabljanja, kakor tudi primerno organizirano Slovenske vojske, dizajniranje nove vojne strukture je seveda pred nami in je v teku. Modernizacija Slovenske vojske kot tudi zaposlovanje ostajata prednostni nalogi Slovenske vojske. Njen tempo narekujejo spreminjajoče se grožnje, ki zahtevajo prilagoditve konceptov novim tehnologijam. Trend prihodnjih finančnih vlaganj v modernizacijo Slovenske vojske je stabilen, pozitivno stabilen in nakazuje na ambiciozne načrte čimprejšnje premostitve že omenjenega večletnega zastoja opremljanja iz preteklosti. Na Ministrstvu za obrambo in v Slovenski vojski smo izvedli številne aktivnosti za zagotavljanje boljših kadrovskih pogojev s ciljem nadaljnjega razvoja Slovenske vojske in vhoda zadostnega ter ustreznega kadra. Kažejo se pozitivni trendi tako pri zaposlitvah, štipendijah, kakor tudi obiskih mladih na vojaških taborih. A potrebe še vedno niso zadostne in zato sem pa prepričan, da smo vzpostavili dobre pogoje, ki več kot 60 poklicov v službi domovine delajo karierno, finančno in vsebinsko zanimive, tako za mlade in za vse druge, ki so primerni kandidati za vstop v Slovensko vojsko. Sodelovanje pripadnikov Slovenske vojske v mednarodnih operacijah in misijah ter deklariranih odzivnih silah zavezništva je ena izmed najbolj vidnih in prepoznavnih oblik delovanja Republike Slovenije v tujini. In seveda, glede na vse povedano, ugotavljamo, da nam kazalniki po posameznih področjih nakazujejo, da se stanje izboljšuje. Izboljšuje se na kadrovskem področju, finančni stabilnosti ter na zakonodajnem področju. Večje učinke lahko pričakujemo z zamikom. Negotovost in tveganja strateškega okolja postavlja Slovensko vojsko in s tem tudi Republiko Slovenijo pred izziv, da zagotovi kredibilne sile za izpolnjevanje zahtev obrambne in vojaške strategije, tako za odvračanje danes, kot tudi za bojevanje v prihodnje. Prepričan pa sem, da bi tudi v takšnem primeru ogrožanja Slovenska vojska samostojno ali v okviru kolektivne obrambe z vsemi razpoložljivimi sredstvi branila ozemeljsko celovitost in suverenost slovenske družbe in države. Spoštovani, ne smemo pa pozabiti pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske za njihovo predanost in požrtvovalnost. Brez njihove podpore in razumevanja naše poslanstvo ne bi bilo mogoče. Hvala vsem. Najlepša hvala vsem trem. Zdaj pa je čas za novinarska vprašanja. Samo dve prijazni logistični prošnji. Pred postavitvijo vprašanja se prosimo predstavite in seveda povejte, komu je vprašanje namenjeno. Po dve vprašanji bomo največ sprejeli za vsakega sogovornika, pa mislim, da se boste že malo prej izčrpali. Ja, RTV Slovenija? Enisa, izvoli. Dobar dan, Enisa Brizani, RTV Slovenija. Zanima me, gospa predsednica, kakšno je torej ocena stanja pripravljenosti Slovenske vojske in pa kakšno je vaše mnenje o povečevanju sredstev za oboroževanje? Ni vojska na tem svetu, ki bi bila popolnoma skladna z vsem, kar se od nje pričakuje. In Slovenska vojska seveda ni izjema. V določenih segmentih so opažena neskladja, ampak veste, 10-15 let zanemarjanja Slovenske vojske je pustilo svoje posledice. Zadnjih 5 let, pa mogoče še kakšno leto več, se intenzivno dela na odpravi neskladij in je vsako leto boljše. To je zame dovolj, da sem lahko mirna. Kar se tiče povečanja sredstev za oboroževanje.
Zdaj se pripravlja seveda popravek resolucije za Slovensko vojsko, za pripravljenost in oboroževanje Slovenske vojske. Ti dokumenti so zdaj v pripravi. Po mojih informacijah bo najkasneje v mesecu maju to romalo v državni zbor, namreč ta dokument mora sprejeti državni zbor. Predtem bom ta dokument dobila v mnenje, ga natančno preučila in prebrala. Vendarle pa lahko kot predsednica države rečem, da smo se mi že pred več kot 10 leti zavezali, da bomo za Slovensko vojsko uporabili 2% bruto domačega proizvoda. Mi smo trenutno na 1,35, upravičeno seveda dobivamo očitke od ostalih držav članic Zveze NATO, da ne dosegamo teh ciljev. Slovenska vlada in slovenska država se bosta morali potruditi, da dosežemo ta 2%, 2% prej, kot smo napovedali. In jaz mislim, da bo šla nova resolucija v to smer. Vsi pa seveda moramo počakati novo odločitev zaveznic znotraj Severnoatlantskega zavezništva, kakšen bo v prihodnosti ta odstotek. In če želimo biti pod dežnikom te kolektivne obrambe, se bomo določenih pravil seveda morali držati. Vendarle pa s predsednikom vlade deliva eno mnenje. Oba bova storila vse, predvsem je v njegovih rokah seveda več, da na račun povečanja obrambnih izdatkov ne bo trpela socialna država. To pa je odgovornost predsednika vlade in na koncu seveda tudi moja. Vprašanje za ministra? Gospa predsednica je že omenila, da ne bi do konca aprila oziroma do začetka maja bil pripravljen ta nov načrt vlaganj v obrambo. Imate že kakšne usmeritve, a bo to šlo vse samo v oboroževanje ali tudi v kakšno infrastrukturo, mogoče za civilno zaščito? Kako bojo, če imate kakšen načrt, kako bo to razdeljeno? Hvala lepa. Kar se tiče vojske, ministrstva, kabineta predsednice in vlade, smo usklajeni in pa enotni. Slovenska obramba si zasluži več na številnih področjih. Ne gre naštevati, kaj je že bilo, tudi na letališču boste nekaj tega danes videli, čaka nas krepitev protizračne obrambe. Ta ocena danes bi bila drugačna, če bi držali več kot 10 let staro in podpisano obljubo in imeli opremljeno izvidniško in pa bataljonsko bojno skupino, torej 8-kolesna vozila z vso oborožitvijo, ne z namenom ugajati NATO, ampak povečati mobilnost pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske in pa zagotavljati njihovo varnost. Potem imamo seveda kratkotrajno zračno obrambo, rabimo še logistične kamionske zmogljivosti in pa seveda tudi protiletalsko obrambo, artilerijsko ukrepitev, da se lepo izrazim, gre pač za samovozne sisteme, ki omogočajo tudi ustrezno gibljivost. Ogromno vlagamo tudi v pogoje, v nastanitvene kapacitete za pripadnice in pripadnike Slovenske vojske. Nadaljevali bomo za obnovo vojašnice Edvarda Peperka, tudi v Postojni in Mariboru še nismo rekli zadnje besede. Osebna oborožitev in pa oprema slovenskega pripadnika in pripadnica je dobra, jo bomo še nadgradili in pa za rezervo številčno povečali. Zagotovo pa omenili smo helikopterje, saj 6 je že naročenih, 6 plus 4 še pridejo, tako da dobimo enotno floto. Dvonamenskost sem že omenil, dvonamenskost pa vidimo tudi še na področju prometne infrastrukture, tako cestne, železniške, nekatere kritične infrastrukture, krepitve kibernetskega varovanja z kibernetskim centrom, katerega že vlagamo 40 milijonov evrov. Bolnica Petra Držaja je samo ena od teh zgodb. Ta trenutek se pridobiva gradbeno dovoljenje
in pa uspešno izvaja usporedno načrtovanje lokacij, ki jih proučujemo po vsej Sloveniji enakomerno razporejene, so vsaj še 4 in pa zagotovo ne glede, a je to obrambni ali neobrambni izdatek, krepili bomo sistem zaščite in reševanja, ki je eden najboljših zagotovo v svetu. In še vprašanje za načelnika generalštaba. Rekli ste, da je podatek o oceni pripravljenosti Slovenske vojske za delovanje tako v izrednih razmerah kot v miru tajan, ampak lahko vseeno podate oceno, tisto od 1 do 4, kje smo in kaj je tisti največji manjko, da če lahko 2, 3 naštejete recimo. Jaz sem na začetku svojega govora omenil, da obstaja nova metodologija, ki je v zavezništvu sprejeta bila pred 4 leti in mi smo šli na novo metodologijo, se pravi, številčne ocene ni več, ampak je opisna ocena. Skladje, neskladje, pomembno večje neskladje. Kaj to pomeni? Pomeni to, da so ta neskladja ali pa skladnost opredeljena skozi procent popolnjenosti enot, tako z materialom, ljudmi, streljivom in z vsemi sredstvi, ki so potrebni, da je ta enota bojno pripravljena. To je prva zgodba, kar pomeni, da ne moram vam reči, kakšna je ocena, ker je ni več. Se pravi, neskladje obstaja, kot sem omenil, neskladje obstaja tako na kadrovskem področju, glede na srednjeročni obrambni program 23-28 za dotično leto 24 in seveda glede na določena sredstva, ki trenutno jih nimamo še v Slovenski vojski. Tukaj pa treba samo nadaljevati, kar je minister omenil. Se pravi, govori o bolnicah, o dvojni uporabi, seveda, tudi vojska razmišlja na kakšen način bo boljša, seveda ne samo kot vojska, ampak tudi kot družba in država, kar pomeni sledeče, da je potrebno za delovanje Slovenske vojske ne imeti samo orožje in streljiv, ampak tudi še kaj drugega. To pomeni, da je civilna obramba, gospodarska obramba, kot je zapisano v zakonu o obrambi, tudi pomemben faktor pri delovanju Slovenske vojske v, dajmo reči temu, vojni, krizi ali pa v nekih drugih razmerah. Tako da, kot sem omenil, kadri, material, sredstva so tista, ki danes nam nekako kažejo to neskladje. Seveda z povečanjem finančnih sredstev, ki je dokaj stabilno trenutno, zdaj, če bo več, bo to še boljše, bomo skušali to neskladje nekako ublažiti. Omenil sem tudi, da veliko delamo na pridobitvi kadra, tako zunaj našega sistema, seveda preko šolskega sistema, notranjega našega in zunanjega in jaz sem siguren, da skozi vse te projekte, ki jih imamo danes na mizi, predvidevam, da bi boljša ocena bila definitivno z zamikom, ker enostavno, če pogledamo, da pridobitve enega vojaškega sredstva ni danes na jutri, ampak je danes na 5-4 leta, pomeni to, da to, kar delamo danes, sem prepričan, da se bo reflektiralo mogoče tam čez 2, 3, 4 leta, kar pomeni, da takrat pričakujem tudi večjo oceno in boljšo oceno. Hvala. Še kakšno vprašanje? Ne? Najlepša hvala vsem. Hvala.
Dobar dan. Ker v meni oni delajo tudi po noči zdaj, ampak takrat, ko mi opravljamo svoje naloge. Če jih ne... Ja, nočno letenje enkrat tedensko. Evo, fantje, izvolite. Madonca. Boste predstavili simulator? Zdravo. Kaj, za 5-9? Izvolite, ja, za 5-9. Kažete, da vidimo? Torej, nahajamo se v simulator sobi, imamo dva taktična simulatorja, ki sta bila razvita torej med vojsko in civilno industrijo, za podjetje Maformix.